Živijo v oddaji Tempo, oddaji o parašportu. V današnji oddaji bo veliko snega in veliko sproščenega počitniškega veselja na snegu. Sonce pa se je že skril za oblake. Pa tudi veliko predanega športnega treninga in paralimpijskih sanj. Saj se kmalu po zaključku olimpijskih iger na istih prizoriščih začnejo paralimpijske igre Milano Cortina 2026, tudi z 2 slovenskima reprezentantoma. Mi se gremo na sneg najprej zabavati, potem pa tudi trenirati. Celotno vsebino današnje oddaje pa smo za uvod zbrali v kratkem napovedniku. V današnji oddaji vam predstavimo smučarski del paralimpijskega tabora za družine na Rogli, naša reprezentanta, ki potujeta na paralimpijske igre v Italijo, Tadejo Dovžan in Jerneja Slivnika. Obiskali pa smo tudi smučarski kamp paraplegikov ter trening odbojke sede v okviru projekta Odbito. Oddajo začenjamo v sproščenem, igrivem vzdušju na najboljših parašportnih počitnicah za mlade z invalidnostmi. Na zimskem paralimpijskem taboru za družine na Rogli. Smučišče Rogla in 3. zimski paralimpijski tabor za družine. Tabor, ki ponuja mnoge parašportne aktivnosti, pri katerih so vedno v ospredje postavljeni otroci in mladi z invalidnostmi. Letos se je tabora udeležilo kar 20 družin, med katerimi je veliko že poznanih obrazov, a tudi kar nekaj novih. Tu podporno okolje, ki se gradi že vrsto let, hitro zaživi in da krila željam udeležencev, česa se najbolj veselijo na letošnjem taboru. Vsega. Druženja s prijatelji, majačatom. Smučanje. Želim si smučati, ker bom letos prvič in se zelo veselim. Smučanje je tu vedno visoko na lestvici težko pričakovanih aktivnosti. Zato se vsi skupaj kar hitro odpravimo na smučišče. Udeleženci tabora imajo zelo različne posebnosti, zato praktično vsak na smučišču potrebuje individualno obravnavo. V hodeči skupini je bil eden, ki je član že 3. leto na taboru, vsi ostali so bili praktično čisti začetniki, se pravi 2 s cerebralno paralizo in 2 z motnjo v duševnem razvoju. Tako da smo v bistvu prvi del prilagodili, da presenetljivo bomo rekli. Smo danes že v bistvu in trakati sprobali in tudi krogce. Smo v bistvu naredili kar zelo dobro delo. Jaz sem mama 20-letne Zale, sva prišli na tabor, da pogledamo oziroma da vidimo, kako gre Zali na smučeh in gre ji super. Pomemben del tabora so tudi prostovoljci. Kaj sva se učili? A boš povedala? Kaj sva delali? Pico, super. Jaz si tako želim delati z otroki s posebnimi potrebami, tako da mi je to ena in izkušnja in v bistvu všeč mi je, kako tudi oni uživajo v nečem, kar še mogoče niso nikoli probali in da jim mi damo to nekaj, da se naučijo nekaj novega. Maksi pa je na taboru že 3. in se kljub temu, da skoraj nič ne vidi, navdušeno in z zaupanjem podaja po smučarskih progah. Max je slep z ostanki vida oziroma vidi zelo malo, se pravi potrebuje pomoč, rahlo pomoč pri žičničnih napravah in pa potem poleg tehnike smučanja tudi pri usmerjanju na progi. Moram Maxa pohvaliti, res napreduje in tudi zelo dobro posluša. Zdaj se prišel zato, da se lahko družim, da lahko smučam. Izgled na ločen, ki je konc proge, pa mi pol pomaga. Za vse, ki ne morejo hoditi, pa je izkušnja spuščanja po zasneženih pobočjih v mono in biskijih še toliko bolj posebna. Odlično! Kaj najbolj? Borna z biskim. Fenomenalno. Zaradi tega, ker lahko tudi jaz smučam, ker drugače ne morem. Tabor pa je posebna izkušnja tudi za vse, ki so tu zato, da mladim z invalidnostmi smučanje omogočijo. Moraš biti dober smučar,
drugo je, da poznaš malo specifiko tega para smučanja in pa seveda kontrola brzine, zavijanja in vsega tega, to je vloga učitelja. Vidiš, kako oni uživajo na smučke, na snegu, ne? Ko so prvič na snegu in to, kar jaz dobim od njih, tista energija, tista pozitivna energija, tisti nasmeh, tisti je, kar nas vodi kleja. Zaradi to prijemo, zaradi to uživamo in privoščim tisti, da uživajo. Kot smo že rekli, brez prostovoljcev bi bilo tak dogodek težko izpeljati. In Lekovi prostovoljci so del tabora od samega začetka. Radi pomagamo, predvsem tistim, ki pomoč potrebujejo, in danes smo na smučkah pripravljeni, da na taboru za družine pomagamo, da bodo otroci invalidi uživali na snegu. Dati en nov pogled, ne, da smučanje lahko uživaš na malo drugačen način, kot običajno. Tako da res si navdušen, ko vidiš, kakšno energijo dajo ti otroci in kako z veseljem se smučajo in uživajo na snegu. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Zavijanje ali peljanje s krogci? S krogci, kaj te vleče? Dobro, obšetnjivno. Sam dejham, da zima utrujena. Po zaključenem počitku in kosilu pa se dogajanje na taboru še zdaleč ne zaključi. Tu so različne parašportne aktivnosti, druženje, pogovor s paralimpijci, pa tudi zelo posebno glasbeno presenečenje. A o tem več v naši naslednji oddaji. Ja, takole luštno je na naših zimskih paralimpijskih taborih za družine. Na dan, ko se tabor začne, pa se na smučišču Rogla že tradicionalno zaključuje smučarski kamp paraplegikov Slovenije. In odkar se je Anej lansko leto prvič preizkusil v monoskiju, se je povsem zaljubil v smučanje. Zato mu kar predajam besedo. 3 dnevi smučanja, druženja in priprav na zaključno tekmovanje na letošnjem že 17. smučarskem kampu paraplegikov na Rogli. Lani sem se tabora prvič udeležil. Moram reči, da letos sem že dokaj domač na snegu, tako da sem z veseljem nastopil na tekmi, katera je na sporedu zadnji dan tabora. Paraplegiki iz Slovenije, pa tudi Hrvaške in Srbije so upravljali še zadnje priprave in preizkus proge. Vreme jim tokrat ni bilo najbolj naklonjeno, a kdo se je imel čas ukvarjati z vremenom? Nekateri smučajo sami, drugi spremljevalci. Vsi pa si želijo čim več lepih zavojev med veleslalomskimi vratci. Vemo, da kar nekaj paraplegikov je pred poškodbo smučalo in zakaj jim ne bi nudili s tem kampom, da tudi se naučijo sedi smučanja. Lahko si sposodimo monoskije in se vsak lahko sproba v smučanju. Ja, da tudi pozimniki počnemo, ne? Se treba malo športati. Smučanje je pač fajn šport v naravi, ne? Škoda bi bilo zgrešiti ta tabor, ki je vse zorganizirano, ne rabiš niti spremljevalca, ki so tukaj, tako da je zadeva v redu. Od prvega kampa dalje so del ekipe tudi prostovoljke, študentke delovne terapije. Pomagajo pri presedanju iz vozička v monoski, pri učenju zavojev, pri pobiranju, pri uporabi naprav. Hkrati pa to je ena velika izkušnja druženja, tudi izkušnja različnih prilagojenih izvedbe aktivnosti, pripomočkov življenja, tako da je to pač neko poslanstvo tudi delovne terapije. Smučarskega kampa se velikokrat udeležijo tudi vrhunski slovenski parašportniki drugih parašportov. Smučanje zaradi tega, ker mi je fajn, mi je dobro, mi je malo snega, se pravi, da nismo skozi v dvorani, pa da se ne podimo za to žogo. Pa dobro mi je smučati, res je dobro. Četudi je za večino udeležencev to v prvi vrsti odlična rekreacija, pa je zaključna tekma tudi pravi boj za odličja. 3-dnevni smučarski kamp na Rogli se tako tradicionalno zaključi s podelitvijo medalj najboljšim. Rogla nikoli ne razočara.
Ni pomembno, ali je megla ali je sonce, važno je, da smo zaljubljeni v sneg in da se imamo fajn. Mislim, da se vsi skupaj že veselimo prihodnjega leta in novega tabora. Manca, zdaj pa je beseda tvoja. Kmalu zatem, ko se zaključijo tekme pod olimpijskimi krogi, bodo na ista športna prizorišča stopili paralimpijski športniki. Zimske paralimpijske igre Milano Cortina 2026 se bodo odvile med 6. in 15. marcem. Slovenijo pa bosta zastopala debitantka na igrah paratekačica na smučeh Tabeja Dovžan in parasmučar Jernej Slivnik, za katerega bodo to že 3. igre. Tabejo in Jerneja smo ujeli na treningu in med medijskimi obveznostmi. Živo, moje ime je Jernej Slivnik, tekmujem v paraalpskem smučanju in sicer v sedeči kategoriji. To bojo zame že 3. paralimpijske igre. Letos bom nastopil prvič v super veleslalomu, pa tudi v veleslalomu. Dobro dan, moje ime je Tabeja Dovžan, sem paratekačica na smučeh. Ja, v bistvu sem v parateku na smučeh od leta 2021, bojo pa to moje prve paralimpijske igre, se pravi Milano Cortina 2026, upam, da mi ostane v lepem spominu. Tole so športni dosežki, na katere sta posebej ponosna. Siguren tisti rezultat iz Pjongčanga iz paralimpijskih iger 12. mesto, ampak mogoče sem še bolj ponosen na 4. mesto iz svetovnega prvenstva v Lillehammerju. Sem ponosen seveda na, mislim, dvakrat 3. mesto v Bajtostolu na kontinentalnem pokalu. To mi je tako na začetku sezone je bilo še, tako da ja, to me nekako tudi motivira da še bolj stisnem pred paraolimpijskimi igrami. Seveda sem pa tudi zelo ponosna na uvrstitev na paralimpijske igre. In njune želje za letošnje nastope na paralimpijskih igrah? Nekih želja v pričakovanju nimam, ker sem si rekla, pojdi, uživaj, izkušnja bo fletna in to je to. Grem tja brez pričakovanj, bo kakor bo. Če bom prišel v cilj, pa bom vedel, da sem odsmučal tako, kakor znam. Na kjer mest me bo to na koncu prinesel, bomo videli tam. Tako da jaz bom zadovoljen, če bom pokazal dobre predstave. Tabejo in Jerneja smo ujeli na treningu in na fotografiranju v novih reprezentančnih oblačilih. Še zadnji tekmovalni nastopi, še zadnje priprave, tudi na snegu seveda in stopnjevanje, hkrati pa seveda ta odgovornost, da tudi enostavno se pokažeta medijsko, tudi uporabita to moč, ki jo imata kot potnika, paraolimpica, da pravzaprav mnoge mlade prepričata, zakaj je pozitivno se ukvarjati športom, da se življenje lahko zelo lepo obrne, če nekako je parašport del tega življenja po rehabilitaciji in da veseli smo, da ste tukaj. To so eni taki dnevi, ki jih moramo športniki sprejeti pred olimpijado. Take stvari treba podelati, lepo se jih poslikati, videti vsa oblačila, ki smo jih dobili za na igre. Jernej je že vajen tovrstnih aktivnosti, za Tabejo pa je to nekaj novega. Veliko post, tako da kar zahtevna drugače. Dobro je tudi, ker nisem sama, ker še Jernej tukaj, tako da ja, fajn se imamo. Paralimpijske igre se že tradicionalno odvijajo na istih prizoriščih kot olimpijske igre. Letošnje so tako rekoč pred domačimi vrati. Zato bo na tekmah tudi več domačih navijačev, kar obema veliko pomeni. Bojo prišli definitivno družina, pa mogoče še kdo, da so tam ljudje, ki me podpirajo, ki mi stojijo ob strani, mi daje tudi še več motivacij in pa tudi dodaten zagon. Zmeraj lepo slišati slovensko besedo v cilju. Upam, da bodo čim bolj glasni, pa da me ponesejo čim boljš na tekmi. Jernej bo tekmoval v Cortini d'Ampezzo 9. in 13. marca, Tabeja v Teseru 10. in 11. marca. Navijajte tudi vi za naša parašportnika ali nadaljavo, lahko pa tudi v živo na parašportnih prizoriščih. Več informacij najdete na spletni strani cortina2026.zsis.si.
Para tekačica na smučeh Tabeja Dovžan je sploh prva slovenska zimska parašportnica, ki bo nastopila na Paralimpijskih igrah. Zato v naši stalni rubriki Postani športnik, rubriki, v kateri želimo na šport navdušiti čim več mladih z različnimi invalidnostmi, danes o njenih športnih začetkih, o ljubezni do športa in še o čem klepetamo s Tabejo. Tabeja Dovžan je doma iz Gozd Martuljka in tako ni čudno, da se je že zelo zgodaj zaljubila v enega od zimskih športov. Od rojstva zaradi cerebralne paralize težje hodi, a to še ne pomeni, da ne more teči. Če že ne v športnih copatih, pa ji gre odlično na tekaških smučeh v klasičnem tekaškem koraku. Vrsto let je trenirala z ostalimi vrstniki brez telesnih posebnosti. Pred 5 leti pa je stopila tudi v vrste parašporta. Moja prva tekma med parašportniki je bila leta 2021 tukaj v Planici, kjer pač je bil stavljen pokal športnikov invalidov in pa tudi parabiatloncev. V teku na smučeh sem že 16 let. Zakaj tek na smučeh? Ja, v bistvu to izhaja že iz vrtca ven, ko smo imeli pač tisti enotedenski tečaj teka na smučeh. In pol pač je takratna trenerka videla pač nek potencial in pol smo pač začeli najprej individualno, pol čez nekaj časa v klubu. Ja, v bistvu meni drugače imam zaznamovane samo noge. No. Pač korak je malo bolj delam po svoje, sem se pač naučila nekako handlati s tem, tako da ja. Malo sem na začetku kompenzirala tudi z rokami, ampak ja, pol ne vem, toliko časa pač se navadaš in pač moraš uporabiti tudi noge. No. V bistvu je bilo na začetku kar veliko treninga, no, da sem to usvojila nekako, pa tudi pač, da sem se dobro počutila na smučah, v špuri, pač je fajn, ker si zunaj, ker pač delaš nekaj, kar ti je všeč, se zabavaš, tako no. Tabeja je zelo predana športnica, zelo, bom rekel, tudi perfekcionistka. Zelo, kako bi rekel, veliko zanima, veliko sprašuje, želi pač največ in najboljše, kar se da izvleči iz vsake tekme treninga. Šport je že do zdaj dal veliko. Nekaj najlepšega mi je to, ne vem, da greš tako malo še druge države, ne vem, svetovni pokali, zdaj sem na Poljskem, sem pač malo videla, kako je tam organizacija, pa tako no, pač fajn se družiti tudi z drugimi športniki, mislim parašportniki, no, pa tako no, pač fajn je, zabavno. Kot majhna ni sanjala olimpijskih iger. Ko pa je zrasla in stopila v svet parašporta, je začela živeti priložnost in zavzeto trenirati za uvrstitev in nastop na Paralimpijskih igrah. Nek dolgoletni cilj, njen, tudi seveda pač športa samega, športa invalidov v Sloveniji samega, da pač punca nastop na igrah. Letos se je to pač končno uresničilo in zdaj smo dobra 2 tedna pred prvimi nastopi in ja, se že veselimo v bistvu. Tudi tako en vznemirjenje, ker pač bom zastopala svojo državo na pač tako velikem pomembnem športnem dogodku, tako da se bom potrudila v najboljših močeh. Poleg parašportne poti Tabeja zaključuje študij wellnessa na Bledu. Poleg tega pa je zelo praktično dekle, ki rada priskoči na pomoč tudi pri domačih opravilih. Doma ima pač oče vulkanizerstvo, imamo tudi manjšo kmetijo doma, tako da ja, dela je kar veliko. Občasno pač, ko nisem na progi, ko ne treniram, pomagam tudi doma kaj, tudi v traktor se usedem. In ja, če je potrebno, zna zamenjati tudi avtomobilsko gumo. Še bližje pa je delo v domačem hlevu. Imamo pač govedo, škotsko šalsko govedo, no, pa bika limuzin. V bistvu jaz tam najdem nek svoj mir, neko sprostitev, pač nekam, kamor se gremo umakniti, če je, ne vem, preveč stresno, da pa
da pač tam preživim tudi pol dneva. Uvrstitev na Paralimpijske igre, biti del slovenske reprezentance in vse, kar to prinaša seboj, je za Tabejo nekaj novega. Za letošnje Paralimpijske igre nima posebnih rezultatskih želja. Želi pa si dobro odteči. V bistvu jaz nekih želja v pričakovanj nimam, ker sem si pač rekla, pojdi, uživaj, izkušnja bo pač fletna in to je to. Grem pač tja brez pričakovanj, bo kakor bo. Bojo pa to moje prve Paralimpijske igre, se pravi Milano Cortina 2026, upam, da mi ostane v lepem spominu. Tabeja bo nastopila v klasični tehniki v šprintu in v tekmi na razdaljo. Želimo ji, kar si najbolj sama želi in navijamo na ves glas. Še eno zanimivo vsebino smo vam danes pripravili, ta pa ni zimska, ampak vsesezonska. Letos že drugo šolsko leto poteka projekt Odbito, projekt, ki želi odbojko sede približati slovenskim osnovnošolcem. V mesecu aprilu jih čaka zaključni turnir, do takrat pa se vse prijavljene ekipe pridno učijo in mojstrijo v tem odličnem inkluzivnem športu. Tokrat smo obiskali ekipo na osnovni šoli Stranje. Odbojka sede je tisti poseben in zanimiv šport, o katerem se vedno bolj na glas govori po slovenskih osnovnih šolah. In kaj se govori, smo tokrat preverili na osnovni šoli Stranje. Meni je fajn, nekaj novega, prvič slišam za to, pa nekaj tacga bolj posebenega, ampak na dober način. Ekipe šol, ki sodelujejo v projektu Odbito, projektu, ki želi osnovnošolcem predstaviti ta odličen in inkluziven šport, se v šolskih telovadnicah zagreto pripravljajo na zaključni turnir. Danes nas je pa obiskala igralka odbojke sede, pa nas je dobro naučila. Najprej smo se naučili osnov, pa vsega tega, pol smo pa zdaj še šli na igro. Najprej smo začeli s kratkim ogrevanjem, tako da smo se dobro premigali, da smo se segreli. Pa smo šli pa kar na te elemente odbojke, se pravi zgornji, spodnji odboj, napadalni udarec, blok. In potem so učenci še nekako se preizkušali v sami igri in prenesli to, kar so se naučili na treningu, tudi v samo igro. Se je dosti podobno normalni odbojki, sam pač tukaj moraš malo bolj zgoren del uporabljati. Pač tako, za zabavo je, ne, fajn. V bistvu mi je dosti fajn, zato ker spoznava nov šport, pa ljudje se povežejo. Pa tako, malo tekmovalnosti. Mi smo letos že drugo leto zapored, v bistvu odkar se odvija projekt, smo že takoj z veseljem stopili. Prva ideja je bila zato, ker občina Kamnik je znana po odbojki, pa smo rekli, da otrokom predstavimo še eno drugo vrsto odbojke. Inkluzijo, fair play, poštenost, pa da spoznajo tudi druge vrste športov, no, da v bistvu te športi niso v bistvu šport samo za parašportnike, ampak tudi v bistvu za vse ljudi. Presenetila nas je organizacija zaključnega turnira. Veliko število šol je bilo že v prvem letu, s tem, da je letos, mislim, da kar podvojeno število, tako da se veselimo zaključnega turnirja. Letošnji zaključni turnir Odbito, na katerem se bodo med seboj pomerile ekipe iz kar 20 osnovnih šol, se bo odvil v mesecu aprilu v velenjski Rdeči dvorani. In kako dobro na treningu že kaže ekipi osnovne šole Stranje? Šlo jim je super, zdaj mogoče bojo mogli malo še potrenirati, malo premikanje, to jim je še delalo malo težav, ampak jaz verjamem, glede na to, kakšno borbenost so danes pokazali, da bodo tudi to do turnirja natrenirali in da bodo tja prišli maksimalno pripravljeni, da bodo kaj novega spoznali, se podružili in da jim bo to ostala neka taka izkušnja za vse življenje. Prav vsem ekipam želimo veliko veselja ob igri odbojke sede ter odlične in zabavne priprave na zaključni turnir. 6. marca se v Italiji začnejo Paralimpijske igre Milano Cortina 2026. Slovenci bomo na igrah imeli dva odlična parašportnika, Tabejo Dovžan in Jerneja Slivnika. Navijajte in držite pesti tudi za njiju na tem za parašportnike največjem in najprestižnejšem tekmovanju.
Več o parašportu in parašportnikih najdete na naši spletni strani, na družabnih omrežjih ter v oddaji Tempo ponovno čez mesec dni. Se vidimo!